Ja, no, kaj slabo. To je najslabša šala do zdaj. Ne, jaz ne odobravam te šale. Cela jata, kur. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v 61 plus 100 ediciji vašega najljubšega podcasta za legitimno preživljanje prostega časa. Videl sem tlele 161, priznam, ne vem, zakaj sem to. Ena ni nobena. Veš kaj je fora, kle? Men to tebe ne pričakuje. Veš kaj hočem reči? A da se bom zavrknil? Ja, da boš šel na 61 plus 100. To je ta lapsus. To je pač to, ko snemava v pomanjkanju časa, ne, in nimava časa, da bi rekla, tudi če je ta prvi stavek narobe, da bi rekla, greva nazaj. Ne, mi dva hočva najinim poslušalcem dati ta organski občutek. Se pravi, tako, kot bi ne vinilko, ampak kot bi vzel star kolutar, tape, kolutar trak in ga lepo gor navil in parklopal in zraven en ferš še na lampice in dva boksa, ker pač včasih niso imeli subwooferjev posebej za dnevne sobe in poslušaj, in tista toplina, ki najprej zaprskata, pa se sliši malo tega zadnjega bruma, in potem rečem 61 in 100. Zgubil si ljudi, ki si rekel ferš, to bi si jaz upal. Ojačevalnik zvoka. Tako, ok. Mislim, Feršterkar. Ja. Prosim, pižam slovensko. Dej greva čez admin, ker ima velika admina zaradi odzivov tudi, hvala Bogu, super. Tako da, kaj morava povedati? Najprej morava ljudi povabiti v Discord, kjer sva tudi dobila dva odziva, ki jih bova pozneje. Ampak še predtem pa kratka reklamica, ne pozabiti, da se bodo Glave na gradu zgodile 16. novembra, vstopnice so že na voljo, bojo link tudi v zapiskih za januarja, pripravljamo tudi še ene nove Glave na gradu, o tem, kaj več čez mesec, 2 ali 18 ali 161 dni, bomo videli, kakorkoli se bo to obrnilo, ampak nek podpri.si. Tako, pa še aparatus.si, pošiljnica podpri. Hvala res, ker je že spet par ljudi podprl. Zdaj, kolikor sem jaz razumel, je zdaj le podpiranje 950 ljudi že. Ne, ker to je, če ste poslušali, če veš, kaj mislim, veste, kam to pelje, tudi prem bližen to ljudi ne podpira. Dejte, ampak posabimo tisto debato. S Pižancem sva se odločila, da bova pač unika podpirate tudi pri Glavah dodala eno malo, tako mini dodatno epizodo vsakič. Ne epizode. Kaj? Ne epizode cele, ne cela epizoda. Ja, mislim, ne obljubljati ljudem, prosim, lepo Tomo. Kaj pa mini epizoda, dodatna mini epizoda. Ja. Bonus track. Ja, bonus track, zdaj, če smo že. Dodaten kolut, evo, dodaten kolut bo prinesel poštar. Ne bo še tokrat, bo naslednjič, ne bo pa nikakor povezan z glavno vsebino Glav. Glave take, kot so zdaj, bojo take ostale. Mi dva potem pač ne veva, mava neke ideje, kaj bi se pogovarjali. Zdaj povej direkt. Gledala bova slabe filme za zaston, za plačljivo pa kakovostno vsebina. Mislim, da mama zdaj že teoretske knjige o fiziki Maxa Plancka mama naštimane. Ne medi ljudi, kar se bo zgodilo, bojo take mini epizode, kjer so mi dva pač malo o življenju pogovarjala ali pa ne vem o čemu. Deva se raje o čem, kar mava. Okay, slabo. Glavno, to se bo naslednjič, ko bojo Glave, unika pa pač ne podpirate, boste pa še vedno dobili cele glave o filmih, kako je vedno bilo. Tako da to je ena stvar. Druga stvar, bomo nagrado z nekim človekom, ki ga ne omenjamo. In zdaj greva lahko na te dva res kar izjemna odziva, ki sva jih dobila v Discordu na prejšnjo epizodo, kjer smo se pogovarjali o prvem delu Twilight sage. Tako je, Ines s priimkom C0917, očitno je neka maskova žlahta, prav takole. Pozdrav, odkrila tale podcast in ga preposlušala v izjemno kratkem času. Valjda me je pridobil HP, diham z njim že 21 let. Jaz sem pa pred 3 leti šel iz Hewlett Packarda na Brotherja, to moram priznati. Sam to rekel. Vesela, da se lahko malo vključim, če sem že 2020 zamudila vse debate. Jaz se spomnim, da je moja mami že pri Goblet of Fire rekla, da je tale, ki igra Cedrika, zelo simpatičen fant, pa sem bila malo šokirana, da ga sploh vidi poleg Viktorja.
To je kar redo. To je res, mimo unga ličnic pa vzgane od Viktorja Kruma tle ne moramo, pa čeljusti. In potem 2009 pride ven Twilight in smo vse sošolke dol padle v Edwardu. Cela 4 leta bi lahko že fangirlala. Kirsten nismo marali, ampak bi ob kratki refleksiji rekla, da je bila zato krivo najstniško ljubosumje ob tej epski ljubezni. Wow. Pa je ta smiley z solzami smeha. Upam, da so solze smeha, no, da mogoče zdaj slučajno ni še to ljubosumje še vedno malo pretehta te svoje življenjske odločitve vmes, med pisanjem komentarjev. Saj je bila kar realno najstniško awkward. Bolj da je bila awkward kot Aardvark. Smo bile pa ravno prav stare za te emo scene, 14 let. Sošolka je na Windows Messengerju imela ime Sick Masochistic Lion. Ta detajl je mene ubil. To je tok dober. To je, ok, naprej. Kaj bi bil to bolani samoškodni lev? Tako. Nekaj mesecev in čeprav zdaj razumem, koliko je narobe s tem filmom in knjigami in kako so bizarne na momente, bo zavedno prisotna neka nostalgija, knjige pa so mi realno čisto simpatično lahko branje še zdaj. Ok. Sej, jaz moram reči, to je meni par ljudi reklo, ne, da dejansko ok, filmi so filmi, ampak da te knjige, mislim, da z razlogom so filme naredili po teh filmih. Veš, kaj hoče reči? To ni bil nek res tak pofel, pa Hollywood, dajmo se sam preklop, da dejansko so, da te knjige so nekaj. No, knjige so bile že prej. Ampak hoče reči, da niso, veš, doskrat so te stvari, sploh ta nek young adult, ne, kako se temu reče, je pač tako, ok, obstaja, a ne. Ta je pa tako, kar so meni ljudje po tej prvi epizodi rekli, sej v bistvu je za prebrati, kar je, tako bi rekel, visoko. Ljudje so brali tudi Aragorna, ki je bil pač kopija Vojne zvezd Zmaji. Okay, ljudje berejo Terija Goodkinda. Razumem. Terija Goodkinda so posneli, tako da dajmo prosim, ne zdaj vleči. Posneli so Under the Dome, prosim. Razumem, jaz hočem reči, da dosežen je saj nek nivo, da se potem tudi Hollywood, sauronsko oko Hollywooda obrne. A ne tja. In mi je v bistvu cool, da tudi dobivava feedback, kjer so ljudje, se knjige so, ni mi škoda, da sem jih bral. Poševnica bodimo iskreni. Brava. Ja, brava. Drugač pa smo pa še Hansa, Hansa pa prosim ti. Ja, oziroma Hanna Stubica, naša, ne vem, dežurna, ne vem kaj točno. Čudno ljubka. Dežurna, čudno ljubka, bi rekel. Prosim fanta, Twilight me razočara, Han seveda posluša in sporoča, da je to gledal takrat star 20 let, ne. Tudi prebral je, ne, tako da vidiš, spet, ne, je pa vse pogledal prav v Joku, ker je bila taka fama okoli njega. Njen 37-letni partner pa pravi, da v filmu uživa, ker so fajno spostavili nek vibe, pa muska mu je fajn. To je dosti res, o tem se nisva dosti pogovarjala. O muski. Muska je kar on point. Muska je ta, da greš v Štacuno, pa... Vzel bi soundtrack. To mislim, da si lahko vsi priznamo. To zelo strinjam. Bravo, partner od Hansa. Kar se tiče takrat, vsi smo bili nadušeni nad Robertom, na Kirsten malo manj, to vidim, da je neka tema. Ljubosumje. Ljubosumje, sploh, ker nismo vedeli njeno takrat brezizrazno bolščanje in traumatično griženje ustnic, odraz slabe igre Orvat. Sta bila pa takrat ona da skupaj, kar sem jaz pozabil, zdaj pa to vem, ker sem zadnjič videl nek klip, ker je Trump to omenil. Trump je imel ali nek tweet ali neki, da je dobro, da si se ga losal, ali neka tasti, ali da se je on losal. Tok daleč je to šlo. Ampak ok, hočem samo reči. Moramo še nekaj povedati, da je Hans to povedal, da je nezavedno, koliko je vplival na njo ta film, da je imela dejansko enkrat isti avto. Ne, Žan hujše. Imela je oba avtomobila. Sorry, Hanna. Jaz sem dobil sem video gradivo obeh teh avtomobilov, ko sta bile. Imela je tega C30, ta prvega in pol tega džipa, ki ga ima zdaj v New Moon. Tako da, to je to. Glavno. Čeprav jaz to kar spoštujem, meni je ta C30 res je ok avto, ker je pač tako Volvo hatchback, kar jaz zelo spoštujem Volvo. Tako da, ok, nima veze. Pojmo na New Moon. Nova luna, mlada luna. Veliko naslovov bi bilo lahko. Zakaj niso dali mlaj? Koliko mularije bi prišlo gledati? Somrak 2,
mlaj. Ja, bi vsi mislili, da bo res smreka posekana. Kaj pa še, da bo polna luna, pa bo pol ščip? Napreden rečemo, karkoli vsebini, eno stvar, da je na začetku. Ta film je obrtniško boljš narejen, odigran je boljš, vidiš, da so več denarja dal noter. Pa dejansko, to bom zdaj rekel, lahko se pol samo vsebini. Volkodlaki, volkovi, volkovi, ne, spremenijo se v volkove. Volkove, niso to klasični volkodlaki, so pa krvovolki na nek način. Se strinjam. To je to, kar je manjkalo Game of Thrones. Taki bi morali biti te volkovi. Zakaj? Dober CGI. Ja, res ok, CGI. Ja. Jaz sem se kar mal tako, sem se kar pripravljal, moram reči. Jaz nisem vedel, kaj še zdaj. Jaz sem pričakoval, da bo tako malo, veš, malo antropomorfni. Ja, ne, dejansko so dali sam velike volkove, ampak tako ok, mislim, mogli bi biti slabš. To, kar mi najrajš rečeva v tem podcastu, se mi zdi, ampak to bi res mogli biti slabš. Ja, ne, tukaj se strinjam. Mislim, tukaj mi je pa malo žal, se reče, zakaj Dumb and Dumber nista vzela preprosto teh njihovih volkov, da bi se zmenila, a date nam tele fajle, te fajle. Pa jih bomo mi to mečke noter v Igro prestolov vklopili. Ker to so, taki bi mogli biti krvovolki. Ja, strinjam, ja. Ker je res tako, pa dejansko ta antropoformizem mogoče se sam pokaže v očeh, ne? Tako, ostalo je pa legit volk to, ne? Ja. In res dobro narejen. Ampak dej, do tkaj pride, jaz sem hotel reči, da sem to, hočemo zavesti, da ta film je res, ta prvi se vidi, da so tako zelo hollywoodsko. Damo malo denarja, dajte nekaj narediti, dajmo se čim bolj nasloniti na te stvari, ne? Ja. In upati na najboljš, pa je pa uspel, zdaj pa tako, zdaj damo pa več denarja. Dajte naučiti, koga igrati. Lahko greste na lokacije. Lahko greste v sončnem vremenu na lokacije. Ja, to je res, ja. Ok, ajde, začneva. Sanje o babici. Kini babica, to je pravzaprav ta citat MZ Hektorja. Ona ni ona, ona si ti. Ok, super. To je. Evo, Hektorja sva citirala. Ja, in tukaj imamo zdaj to temo, ki gre pravzaprav čez cel film, ne, se mi zdi, da glavna, pa ste kazali zdaj prišla, govoriva o tematikah filma. V 161 glavah sva prvič prišla od tega, da se pogovarjava ne samo o goli vsebini, ampak tudi o podstati filma. Tako da, eat that, obot. Staranje. Ja. Staranje je ta stvar. Ne vem, jaz sem se zelo poistovetil. Jaz se vsak dan bolj poistovetim, Božan. In vi ne vidite mene, kako zdaj s tem križem sedim čutno zgrben na tem zidu. Ampak ja, ne, ker imamo pravzaprav to tisto, kar sva se že zanč malo norčevala, ne, se pravi, on je 100 let starejši od nje, pa to v resnici je ona ful v tem precepu. Ja. Ne, pa če vidi, kako je pravzaprav nekaj, kar je njim 100 let že tukaj le okoli hodijo, sicer zgledajo mladi, ampak ona pa ve, da se bo starala tudi fiziološko. Ja, tako. Ja. In si želi to ustaviti, zato ima pravzaprav to željo, čeprav vsi pravijo, tle imamo ta element duše, da je duša pogubljena. Ne, oziroma, to je zdaj že nov twist, zakaj je taka drama tega. In da on jo noče ugrizniti, zato ker bo njena duša potem ne, pa ona je meni vse, ker če tebe ni zraven, moja duša itak ne obstaja. Ne, in jasno, 20-letni Hans, in tukaj je pa ta konflikt pravzaprav, ki ga pelamo, obenem pa njegova, pa tudi ta, kako tam na neki točki, ki tudi on izve, ne, pač če pa ni, tudi mene ni, in opelajo noter te volture, ampak preden pridemo do teh voltur, imamo te sanje, ki je bilo malo deklina zgodba moment. Ja. Meni ni bilo jasno, kam bo tist pelal. Ja, mislim, mene predvsem zanimiv mi je ta film, ker se vidi, da teh knjig je več, ne, jaz to sicer nisem vedel, jaz mislim, da so tako 2 knjigi napisani, ampak očitno jih je več, ker mora ta film že spet zelo velik narediti, ampak že spet je ta nek sindrom teh srednjih filmov, se mi zdi, ker so v bistvu v redu, morajo pa velik enega seta pa delati, ne. A že klemaš na začetku, ok, imaš to sanjo, pa je ti rojsten dan, ona ima rojsten dan, ampak mora v bistvu ta prva četrtina filma sta ona tehnično gledano še vedno skupaj. Rome in Julija gledata tam, jaz sem ti, žal sem umrt, ne umret, vsa ta patenja, ampak hoče reči,
četrtina filma je tako, ne, mi smo skupaj, še vedno sem ful rada, kako bom jaz postala, to, kar si rekel, ta ostaranje in vse to, ne. Rojstni dan, una se ureže, un že spet pošizi, to je smešno. To je to, ampak itak imamo tle tudi po Romeo in Juliji spet ta, ne, smrt. Smrt enega, smrt obeh, kako je pravzaprav ta ljubezen, ki takrat plamti. Navijajo, da koliko je to res globoka ljubezen, ker je kar v bistvu kar trik tega filma, ker ne, pol pa prijemo zdaj do te glavne stvari v tej prvi četrtini, mi gremo. Ne. Mi gremo. Ampak tukaj moramo še nekaj citacij tudi izpostaviti pri Romeo in Juliji. Se pravi, violent delights have a violent ends. Kje smo to slišali nazadnje? Westworld. Westworld, prva sezona je bila okoli tega zgrajena. Da se to splača. Da se to splača. No, ampak tle sem se pa tudi spomnil, pač dve stvari sta tukaj še taki, pač ful hodijo proti vetru radi v tem filmu. To se pač zmeri. A so ventilatorji. A so pa ventilatorji, ampak jaz mislim, da imajo tam enega, ki si oslin prst na setu, to je prav, a veš, kao asistent za veter, ki si oslin prst in reče, ok, iz te smeri boste prišli. Vse plapola v tem. Vse je, to je video spot pop dizajnu iz konca 80-ih. No, ampak oni zdaj kao kaleni morajo iti, ker so ljudje počasi pogruntali, da to pa že malo 10 let stekle, ben se ne stara, ne, tralala. Ne. In ona, jaz grem ona tako razume, jaz grem z vami, ne, pač tako je življenje, in on pa reče, da bolj ne. To pa ne. To pa ne, mi gremo, jaz grem, ne, in jo res tako res jo zapusti, ne, oziroma konci da, ne, bodimo iskreni. Dvojka, to je res treba čez to prizmo gledati, ne. Ampak vse njo ima rad. Konci da, zato, ker jo ljubi. Koliko je to, ker si najstnik, veš? To je ta ljubezen, to so te najstniške, sej tudi, če ima drugega, sam da je ona srečna in sem bolj jaz tudi srečen. Ampak, zanimivo, kako ta film to v bistvu dosti dobro spelje, ker ti proda na začetku, skupaj sva, zelo hitro ti proda, jaz grem in ona začne patiti. Pa se pa zgodi ta moment, kjer v bistvu je treba zdaj njo rešiti, ker ona pač je, kako bom pa sedaj živela in whatever. In je v bistvu najdejo v bistvu, mislim, zelo je tako, vice, da jim je zmanjkalo časa, ker je ti zelo čuden zediteran, to smo da bojati. Ker oni jo kao iščejo par dni, mislim 2 dni. Ne vem. Tako, veš, ko je narejen, cela neka panika, ampak v resnici pa je tako, najdo je, on jo prenese, hvala lepa. Tako je, mislim, ni... To je bilo zelo tako na hiter in sem bil zelo sem bil zmeden. Ne, tudi tako, da bi pač zdaj oni gremo jo karistiti. Mogoče tudi malo to, je panika, ker vsem se spet dogajajo neki neki umori, pa to ne vem zdaj, kako je časovno bilo. Še ena stvar tukaj, poleg vetra. Na setu imajo ful močne reflektorje, ne samo te za osvetljevati, ampak meni se ima prav enega posebej za glavne igralce, da jim ga tako direkt v faco nažgejo, da se pa ful mršče, da ful tako preprejo oči, je pa res, da veliko več se dogaja, ni več unga filtra, emo čez cel film, ta je res čisto v drugih barvah je ta film, nek se mi zdi, da so dojeli, da ti se bilo mogoče. Ne vem, jaz sem še ta TV. Da je res korak predaleč morda, ampak vseeno. No, ampak pa je tako, pač res jo te morejo, dajo konkretno njo, da in se dere in je fotor že čisi se in rekel, dej pej do mame, to se more nehati in una ne. Kdo bi hotel iti v Jacksonville? Prosim. To je res. Ampak mi je pa všeč, moram reči, da to fotor pa ona, pa Bela, je tak cool odnos. Ona dva te scene, tam mislim, da Kristen Stewart meni najboljši spade, ker s fotorom igra, s tem modelom, ima sta res cool, pa ona nikoli ne opršen nazaj, pa ona se vem, ampak vse en bom tle. Pač tako, najboljš mi jo je tam gledati, v bistvu, tako kot igralko. Moram reči, da je najbolj, ker ni nek tam non-stop. Ni ampak ima nek tak res oče, ščerka odnos, ki ga človek hotel imeti v resnici. Tako, to se mi je zdelo cool in pol ona, se bom kleze, grem pa v shopping, grem z Jessico, ki še enkrat spomnimo. Kaj sem jaz, v tem filmu sem hudo. In pol tam v bistvu dojame, da če gre ona nekako proti nevarnosti, se ji pokaže Edward, ki je rekel, da jo bo ščitil. Tako, In ona pol, kar je meni dosti huda fora, zdaj zaradi tega, to je itak
Hotel sem reči, da je to metafora, pa ni, to je tok na prvo žogo, da sploh ni až 1:1 prenos tematike. Ne, jaz sem pa zdaj bad boy, tako res je, ok, whatever. A si lahko bil bad boy kot vampir? Ne, pa bad boy tudi z motorjem, z unimi, zato neko... A so bili tle zraven tudi oni iz prvega dela, ki se zdi, da bi nek flashback bil mal nazaj. Jaz mislim, da je za naložb tako mišljen, da že spet sem šla v uno mesto, šla sem ven shopping, takrat so šle po obleke za Valeto, zdaj so pač šle sem tako kupovati. Ja, in se kar enemu modelu gor sede in pol tam se Edward parkrat pokaže, no, in vidi, in mi je pa kul, ker to še hkrati daje res, ne, zdaj pa še kaže model, ne. Kao, res je dosadan, bomo iskreni. Tako da je da ekstra še ta moment, da ga v resnici ne more kar izločiti svojega lajfa. No. In tukaj tudi vidimo, ne, da so že leta 2009 ufurali Ide Gas. Ja. To je, ne, in ona je pa tam vzači, ne, to je to. Ampak obenem, pa da veš zdaj, a je tudi mogoče to res, čaka, kdaj se Edward pojav, oziroma tudi to, da pač, ker je njen life tok flat zdaj. Da se je nekaj zgodi. Njeno življenje je tako brezizrazno, tako plehko, tako plitvo, da pravzaprav potrebuje ta šus adrenalina, da se sploh počuti živo. Ja, jaz mislim, da je kombinacija. In zaradi tega pa imamo to naslednjo sceno, kjer ona, to je kar, na odpadov najde 2 kroske, jih da... A ti nikoli ni šel tako kakšnega kosovnega odpada, pa sta bili tam 2 skorčisnovi kroski, ja. Mislim, jaz sem si tako svoj avto sestavil. Vse je neumen iskati neke tako nelogičnosti v teh stvareh, ampak to je malo smešen. Okay. Ja, in ga pripelje Jacobu, ki tukaj, tako bom citiral zapiske od pižamca. Jacob je nakvihtan. Ja, je, ne, kar se je malo pač... Steroidi v igri, ali kako je bilo? To hitro si šel na steroide, pač hodil je na fitness, kaj je. Ampak tako hiter. Ja, okay, mislim, stvari, tako še Chris Hemsworth ni to, ki dobo mišic. No, to se strinjam. Ampak pa tam se že pojavlja tako v bistvu eno krosko da dol z tovornjaka, ne? Ja. In ga res kar dvigne in prime in je unat, kako, ti si pa močen, ne? Kao, ja, ne. Aha. In pol se začne tudi cela ta debata, ker jaz sem pol dojel, on je res dost mlajši tehnično gledano od nje, ne? Se mi zdi, da je še ta moment za najstnike, ne? A veš, da se ti pa 2 let mlaj ali whatever, ne? Da je, ko sta si všeč malo whatever, a ne? Pa res zanimiv to, da ta montaža, moram pa reči, da je pa zelo dobro posneta, zelo dobro tudi zmontiran, kako ona da to delata, te pice, una dva, ta mala dva, prideta kolega, ko še nista šla čez to puberteto njihovo, kjer rataš vukodlak, oziroma volk. Moram reči, da je pa tako, če hočeš že spet nekaj v kratkem času v filmu povedati vsaka čast. Ja, pa komad, prosim lepo komad, ker pa je Champagne in Plastic Cups. Tle mislim, da bi morala Godlerja vprašati, kaj meni o tem. A če daš šampanjce, pa se da, veš to, a ni ta neka, da se ne razbijajo na žurih, a veš kaj, a si že kdaj pil, tako... Mislim, ne hodim na žure, kjer točijo šampanc 6 ur. Jaz ne vem, kje sem bil. Mislim, da na eni poroki, prav tako so bili plastični za nalož, ker smo bili zunaj. Ja, mislim, plastični so uni, ampak so vse narejeni kot čašice. Ja. Ampak sorry, če rečeš Champagne in Plastic Cups, jaz si predstavljam, pač te rdeče ameriške. Red Solo Cup. Ja. Ok, to je res. Ok, pa je že spet malo more in pa ja, to super, da si dal to zapiske. Hvala, sem se potrudil. No, to, kar ti povej, ker reče oče, jaz sem to gledal že pred več kot tednom dni in sem že malo pozabil detajle, ampak oče reče, včasih se moraš naučiti ljubiti, kar je dobro zate. Ja, in vse se nekako... Ja, reče, motorji! Tako, vse na tega Jacoba in ona da pol dejansko popravita te motorje. In pazi, to vrebanje, ne? Ja, reče, super. To je pa, ko reče, žal mi je, da nisem del časa popravljal teh motorjev. Pomežik, dres. No, pa že spet zelo ekonomično tam vita une, ki skačejo v vodo. Ja. Ne, on tudi tam reče, da ima ta nek starejši fant. On ima kult ima. Da mu sledijo. In da tudi ona dva kolega, ki smo jih videli prej na začetku, ki sta motorje popravljala, nekaki reče, zdaj sta ona, da se tudi tam družta in ljudje so res tam zgoraj brez in skačejo. Ampak fucking visozga. Ja, Bela pa tam, ko prneče gleda, kako bi jaz skočila tam dol. To je adrenalin. Ampak to je samo foreshadowing. Ne? Tako da, to je. Ti si Darta, ne? Skupaj bomo videli, kaj pomeni adrenalin. Ne vem, preveč vprašaš. Ne vem.
Najbolj možne očitne pop reference ne prepoznaš. Ja, to pa res ne. Kjer komad? Okay. Samo kjer komad? Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. A ja, mogoče. Ja. Kjer komad je to? Poto X. Ne. Ani na son, ne. Izjemna sva. Izjemna sva. Jaz sem zdaj poslušal Tomija pa Guštija, ki sta bila na soncu. Ja, na soncu. No, to jaz ne bi vedel. Jaz sem bil drugačno Siddharti, napredne ta prva plata vam prišla. A si bil v Howdogu? V Mengšu. V Mengšu, to je za njih svetovna turneja. Bratranski bo starejši, te so pa v redu, gre zraven, grem zraven in so igrali to v neki hali v Mengšu. To je vse, kar imam. Naprej. V glavnem, kje smo zdaj? Poje pa še ta, ona da se pravi, popravita motorje, jih gre ta pelat in bodimo iskreni, Edward povzroči to, da ona pade. Ja. To je... Ampak še prej da Edward povzroči. Dotik rok. Ja. Kako nežno, kako delikatno ji pokaže, kje mora prijeti balanco, kje je predstavljati. Ampak je pa cool videti, ki je tudi njej malo awkward. Pač vidiš, da je neka simpatija. Se ona tudi tam, ki piše tiste maile, ki jih zavrača, sestri od Edwarda, Alice, je tako, ko sem z Jacobom, tista praznina ni tako prazna in vse te zadeve. Tako da dejansko malo napeljajo, da Jacob je pa v bistvu cool, da je všeč in vse to. Ja, ampak točno to ne. Ona se ne bi zložila, če je Edi ne bi tam težil. Ne. Ona bi se pelala, mogoče malo bolj štorasto, ampak sorry, da pa ti reži, skočiš odpret, Mirka, zakaj si se pa zložila? Ja, pa tako, kar orang, pada dol z glavo ob neko, dobro tudi posnet, ko leti ob tisto skalo, ne steno, tako, kar v redu. Vse pa je v redu, ampak gledaj, vsaj ne pač ni nobenega tazga zraven, ki bi ga bilo treba miriti, kot tam na začetku. To je res. Pa smo pa spet, pa nazaj v šoli, že spet nek medved pobija. To mi je tako, isto kot v prvem delu, neka žival pobija. Ja, ampak zdaj nek medved, zdaj imamo bolj specifično. Prosim, napredek je. Ja. In zato, ker Edwarda ni, Majki ali kaj je, povabi. Ne vem, eno sošolc. Ja. In ona tako, gremo gledati, ampak dajmo pa imamo raje oče romantično komedijo gledati, ona bi neko grozljivko gledala. Face punch. Ne vem, zakaj je to smešno. V filmu so obrazi in jih tolčejo. To je to. In pa se tako, gremo vsi, in tako sem nervozna, zdaj nas bo šlo več, na koncu pa tako izkaže, da v bistvu grejo v kino samo Bela, ta Majki, pa Jacob, pa še Jacob bo morta na skrivaj karto kupiti, ker je tako mlad, da ne sme teh stvari gledati. Jaz sem to spregledal? Jaz sem to spregledal, to je moja. Ampak, nisem pa spregledal tega, kako oba sedita vsak na eni strani s pripravljeno roko. Če bo koga prijela. Koga bo prijela. To je pa ultimativni najstniški ljubozlam, ne. Ja, ampak to cool je, ker meni je všeč, če se že greš to, pejt se to tako, če že hočeš to pokazati. Je pa res, da pol je res weird, ker Majki je čist ogorčen, ker face punch je očitno prekrval za njega in ker gre. Jaz sem pogledal, on je še neki zbolel zraven, ali je šel sam za to? Ne, sam za to, ker pač... Ker so neki, a se niso neki pogovarjali. Ja, zato v njih ni bilo, ker je ena od njih zbolela, on ta drugi jo čuva, zato je bilo toliko malo kino, ampak ni, mislim, da sam ni mogel gledati. Tudi najboljša žaljivka je tle, ker reče, what a marshmallow. Kakšen slezal bombonček. Slezal bombon je marshmallow? Ja. A to je smor, ne? Ne, s'mores so pa marshmallowi. Ja. Pa čokolada med Graham Crackers. Pri nas tega Graham ni tako, da pri nas, kadar smo jih delali, smo vzeli kakšne polnozrnate balzne ali pa kaj tazga. A res? Ja, in ta marshmallow moraš ti prej nad ognjem popečti. Da se malo stopi, malo zažge in pogledaš noter in tam se čokolada malo stopi. Mislim, da je smor mišljen sam, kad ti marshmallow sam popečeš, pa se takrat mu reče. Ne, smor je prav cel sendvičak. Pa ja, no to pa... The more you know. The more you eat. Lepa. Praprotnik. To pa v bistvu kle se z Jacobom pa že kar malo zgodi. Tako, kle se ona res nekako malo odvrže Edwarda, no? Kle res se mi zdi, da v tem kinu tam sta res... Je pa čuden, da Edwardu je pa cool, da gre take filme gledati.
Ja, da to ga pa ne moti. To ga pa ne moti, ne. Nasilne pa ne. Bravo, to je pa bizarno. Kje si zdaj prijatelj? Kaj je delajo gor? Ja, točno to. Veš, da majki bruha, tebe pa ni star. Ja, slabo. Ja, boš da sprav, resnici. No, ampak potem ona znova trpi, ne, to, če ima film kaj poleg kul muske, ima tudi kul trpljenje. Ja, veliko prizorov trpljenja in trpečih pogledov. Jaz sem se tle vprašal, a veš, ko on je že na začetek Dreamcatcher dal. Ja. A ga ona ni znala naštelati? Narobe nastavitve. Se ga je dala na glavo. Očitno ni v redu, je že preblizu, veš, kako pridajo. To, kar moraš na okn, da prijem pridajo sabo. Po moje je bil on tako kupljen v kitajski štaconi, s kitajsko robo. Ni bil ta prav Dreamcatcher. On dejansko živi tam. Zato ima prav, ampak je šparal, ni hotel vložiti truda in časa, da bi ga naredil. Ne? In je šel, jaz Dreamcatcher nisem videl drugje kot v teh štaconah s kitajsko robo. Tako jaz ga drugje, kje se ga da? V unih, kaj so bile tiste indijske, ki so imeli zmeri ta begi hlače, une ladene, pa kadila noter, pa kadila notune podlage. Pa vedno so tele figurins, slona. Ok, zmenen, ja. Tam jih imajo. To verjamem. V glavnem, ja, in... Kje smo zdaj? Ok, pa tako da v bistvu zdaj ona, ne, bi pa, Jacob, kaj pa ti kaj počneš v življenju, ne? In kle pa nekako pridemo do ta kle prvič vidimo, da je neki, prvič vidimo CGI, no. Tako, bodimo iskreni zares, ga saj Bela vidno. Ja, je pa v bistvu tako, da pride in je Jacob postrižen, nima več teh dolgih las, to je tako tak pižama, metamorfoza, ne, tako kot ti včasih s čopom prej, pa kar naenkrat tole. On je tak kontra Samson. Žal se mora pa ustrišti, da rata pa močnejši. Tako, to je v bistvu tako kot vseh teh teen comedies, veš, ko je unata grda, v narekovajih ima špegle gor. Ja, pa da ima špegle dol, pa si, živijo. Pri tipih je pa očitno malo dolge lase, se ostriže, on je bog Brad Pitt. Ja, ok. Čeprav zdaj, ko smo prvo v kodlakih, a se ste gledal kdaj unga mladega volkodlaka, ki je bil Teen Wolf, vrhunski film. Michael J. Fox. To bi mogli enkrat gledati. To mislim, da ljudje morajo to videti. Teen Wolf je legit film. Pa dva sta bila pol, ne? En box, pa je bil pa še basket, ki je en drug igral. Ja, to pa ne vem. Jaz sem sam tega z Michael J. Foxom. Z basketom, Janše. Se on igra basket. A on je basket, pa boxom ta drug. Ja, basket igra Michael J. Fox, ka kucne, ti se tok dober, zato sem gledal, ker sem basket, se vseeno, glavno, okej. A si gledal, kako bi jaz to znal? To deva na spisek, to res deva na spisek, ker se splača, to je dober film, je to. Ja, v glavnem, ja, ampak tudi tukaj, veš kaj pa najbolj zanimivo mi je bilo pa pri teh prizorih sem pogruntal, ker kljub temu, da tle še ni CGI-ja not. Ja. Da igrajo tako, kot bi na CGI, kot bi mu, a veš, na mestu Jacoba je bila tam ena tenis žogca. Ja, pa se ona z njo pogovarja. Neki mem gledajo. Pa se je lahko, da so kaj mogli rešutati, da kaj ni štimal, pa zmeraj malo tako ujerdis. Ampak kako je meni čizlej, tako je on tam 5 stran, unadva dejansko se spremenita v volka, on jo obrani, ne. Potem tudi malo več zvemo o vsemu temu, ni kult, ne, o teh volkodlakih, da je to nek gen, ki ga ima eden na ne vem koliko in ne vem kva. Pa zelo je tako, všeč mi je, ker sta te dva kempa, ne, kao, za enkrat, no, vampirjev, pa zdaj teh modelov, ne, mi je všeč, da so tudi gledali več ljudi, da ni zdaj tako, Jacob je pa ima enega zraven, ampak je nek trop. Je cel family. Trop! Prijato, ne? Ti pa family, nekaj s temi anglizmi, prosim. V glavu se posipam s korono. Ok, no, zmenim. No, pa imamo pa, ja, mislim, pa zdaj pa pridemo v del te sage, ne, ki je obvezen. Somraka. Jaz mislim, da bo tudi v tretjem delu, tako se pravi, obisk skozi okno. Ja. Ampak je kul, ker tudi tako da vedeti film, da ta tu čez okno prihaja. Ja, ampak kako? Mislim, parkour. Ne samo parkour, ampak cela jatakur. Ja, no, kaj je slabo. To je najslabša šala do zdaj. Ne, jaz ne odobravam te šale. Cela jatakur. Ok, slabo. Čakaj, zdaj sem se čisto izgubil. Slabo. Zato živim, da se te bedne besedne igre zlomijo. Najslabš, res, ok. No, ja, okay. No, ampak zdaj pa zvemo, zdaj se zgodi pa Tolkien moment, kjer zvemo celo ozadje
njih, ne. In je cela ta, ne, da oni nič ljudem ne počnejo, ne. Nimajo tega momenta kot vampirji, ne, ki dejansko ljudi pobijajo, večinoma ne kaleni, ampak ostali. Ne. To pa zdaj, da imajo enega, ki je šefe, ki je alfa, ne. To je kaj, Semyon, ne, ali kako je, ne, kjer je. Ja, on je alfa, je pa res, da to, zakaj pa zdaj v bistvu Jacob mal nazaj potegne, ne, kar meni ni bilo čisto jasno, dokler res ne vidiš une zaročenke od tega Sema, ne. Ja. Je pa to, da kar imajo pa oni težavo, ne, zdaj pa se pravi, Edward bi načeloma bi kri, hoče ji popiti kri, ona rata vampirka, zaradi tega je to narobe, tehnično gledano, zelo na hiter. Te so pa volki, nič ti nočemo, ampak, ker pa pošizimo, je pa konc sveta in te lahko ubijem. Ja, škojem. Ja, oba sta nevarna, no? To je ta, se mi zdi, če jih daš na dejansko pesnico... pač ta moment, ko hočeš imeti Incredible Hulka, not v filmu, pa nimaš dosti zelene barve. Ja, fair point, ja, v bistvu. Tudi mogoče, tukaj je zanimivo, kako nekaj, on reče, se spomniš, kaj sem ti povedal v prejšnjem filmu? Te zgodbe o mrzlih. Ja. In je on res tako surlo prav, a to si zapomnila, Sam to si se spomnila od tega, ja. Pa prej je bil že ta Laurent pride. To smo pozabili. To je bilo kar malo weird, zakaj on pride, on je v bistvu jim pomagal, nekako je mislim, on je bil mal je bil good guy na koncu, ampak pol ni in ga dejansko vokovi ga pač razčetverijo. Ja, tako da pa on je tam, ampak Viktorija, ne, dela uslugo Viktoriji, reče. Zbrav, da ne spomne, da ta Viktorija še vedno tam nekje... Ampak ni zanimiv, Viktorija, recimo že v prvem filmu je bila zelo sam nakazana, tudi Kle je v bistvu sam nakazana. Jaz se bojim, da se bo v tretjem, da bo ona probala Edwarda spelat. Ampak hočem samo reči, da zanimiv mi je, kako, da so si upali to, ker to ponovadi Hollywood ne dela, hočejo kar zaključiti stvari, ki vejo, tole mogoče navratal, pa jih je mal strah, take dolge igre se iti. No? Ja. Jaz sem rekel, zdaj smo pa ful Viktorije videli v tem filmu, pa v bistvu pa še vedno ostaja v igri. Ja. Tako zelo zanimivo, no? To mi je bilo pa zelo zanimivo. Ja. Pa je pa še tako, okay. To imamo, zdaj se ona dva... Še to bi prosil, kako on skače dol. Kako on skače skozi okno dol. On ima neke kode za gravitacijo. Pač ješ tekan, ti si močen, ti se odrineš, lahko skočiš delaš, ampak nekako ne obstaja kontra sila, s katero bi šel proti gravitaciji, da počasneje padaš. Ja, ampak film, fuck it. Pa je pa tako... Kako pričakuješ, da se bom lahko potopil v njihova trpeča čustva? Če fizika ne deluje. Ja, da mi to povej. Izjemno vprašanje. Še enkrat smo pri Cliffu, ne, v bistvu zdaj moramo še tako povedati. Jacob v resnici jo zavrača. To je res ful močna stvar. Ker on je v bistvu, najprej je Edwarda dobila, jo on v bistvu zavrne, ker 27 razlogov in Jacob, kot sem rekel, ima tudi neke svoje razloge in je v bistvu tudi začne in ona tako je, bog, že ta drug model me je skenslil. In kle gre, zdaj lahko tudi Viktorijo pol omenimo, ona gre zdaj spet skakati, ker bo to nevarno in ker bo nevarno bo. Ja, Edward, previdimo to zaročenko, ker se oni že med sabo, a ne? Ampak ona kar še ne šteka, da se Jake tudi spreminja, ona kar še tako malo... Ja, mogoče pa on ni del tega, ampak je, ne? Pa ko vidimo zaročenko, vidiš, da je to resna nevarnost, da v bistvu tudi če imaš nekoga rad, če pošiziš, ne? Ker je dejansko model sprasko svoji zaročenki pa v faca, ne? Tako, okej? Pol, pa Viktorija je zdaj v bližini, ne? In Viktorija ujame Jakeovega fotra. Ja. Ne? Ti si cool model bil. Ja, zelo cool model. In Jake koleti, Viktorija pobegne v morje in zdaj bela s kometko, ona gleda uno dol v vodi. Kaj je najbolj narediti? Ali ostati na kopnem, kjer vsaj na približen lahko tečem, ne sicer tako hitro. Ne, pa se ona ve dejansko. Jaz mislim, da je una sam gleda, veš. Jaz ne vem, če ona ve. Ona skače zato, ker je bet. Jaz ne vem, če ona beži zares. Ampak mislim, da ve, da je una not v vodi. Ok, a da je v vodi? Jaz mislim, da je v polvič šele, veš? Pol, ki že skoči. Ki že skoči, ja. Potem Matija čop momentu. Ja. In potem se je vmes prikaže Eddie, ki je nek tak čuden efekt, ki zgleda tako kot Joker, ampak ne tak cool Joker, ampak samo ki mu se od Jareda Lita, ki mu sam še dva tatuja manjkata na čelu. Ful je weird, ker že tako se grejo CGI, pa so se šli pa še CGI pod vodo in tako modeli, vi ste leta 2009.
Ni treba. Ni treba. Bož bi bilo, da bi ga potopili noter, v resnici. Pa bi rekel, lejte, migeta, to je dost. To je računalnik. No ja, tako, in je v bistvu ona kar v nevarnosti, ker jo že tako butnejo valovi v tisti klif, ne, pol Viktorija, Jacob jo reši, Klema sta že spet nek tak moment, ampak že spet on, jaz lahko tudi pošizim, žal, adijo. Meni je všeč, kako ti konstantno uporabljaš ta glagol pošiziti, kot da smo še zmer leta 96. Dobro, kaj, tako je življenje. A sanjaš včasih, ko si bil še mlad, ko te ni hrbet bolel? Pol pa ta film, kar se meni tiče, Kleba ta film zdaj dober rata men. Jaz sem vmes malo nehal spremljati. Poglej, preberem moj zapisek. Malo sem nehal spremljati. Meni pa Klepač kul rata, glizar tega, ker Kle bi lahko dobil sam neko pogreto enko, tako je bilo, onega pa je, on je oskensla, pa ni. On zavoha vampirja. Pride Alice, ne? Dejansko pride Alice in sta čisto pač prijateljca in ne vem kaj. Ne? In potem imamo pa ta serendipity moment, ne? Kjer Edward kliče, dvigne pa telefon Jacob, kar se mi zdi super, če se greš dramo med najstniki, to se mi zdi genius, ne? In v bistvu reče, jaz se grem pa fentat. Ne. Ja. Gre se fentat k Volturjem. Prva stvar, a je to tudi neka metaforika ali kakšen simbolizem? Tja gre za Virgin Airlines. Po moje Virgin Airlines plačal. Jaz mislim, da so dali denar. Ampak razumem, kaj hočeš povedati. Ja. Ne? In pa jaz te gledam, mojca takrat mimo prišla, rekel, tale je noter tudi, jaz, pa se veš, kjer je se rekel, Angleš, kjer že. Jaz sem isto urže, to pa ta zna Angleš. Pa prav mojca prav tako, Angel, in tak Michael Sheen. Ja, tako da Michael Sheen je noter že spet samo nekako navržen v tem filmu. Ampak je hud. On je, Michael Sheen, sorry, to je vrhunski, se strinjam. Meni je še zmer ena njegovih ljubših vlog, una iz 7 Days in Hell, ki igra unga sluzastega novinarja. Ja. Ki je... Ne, ampak on je tako proper igralec, make-up je super, pač to. In oni so pa, tako, mislim, všeč mi je, ker je razložen, da oni so najbližje, kar imajo vampiri aristokracije. Ja. Da to je to, oni so v bistvu kralji, kraljice, whatever, pač vampirjev in da oni v bistvu vsem odločajo, pa tudi tako je, da oni to ubijajo, če nekako pri pozornost na vampirje preveč preneseš, ne? In v bistvu je potem... To imajo pa veliko bolj zrihtan v What We Do in the Shadows, ki imajo to hipnozo, vampirsko, ampak tisto to marsikaj reši, ko se je treba pisati scenarije. Ta je bila ena boljših, a ti si gledal to ta zadnjo sezono? Mislim, da je bilo to v tej zadnji, kako Nandor začne že čist preveč to uporabljati, ne, in gre na basket tekmeš, itak na Nikse, ne, in se kao spotakne, ki gre po štengah dol, samo You did not see this. Cele dvorani, lepa. Okay. No, ja, in pa imamo to sceno iz na začetku. Ja. Ne, oblečeni, očitno nek. Pa to je bila pravzaprav ta scena. Mi smo tudi videli, kje je ona prišla. To je bila vmes, to je bila naslovnica Roma in Julije. V ne izdaje, ki se je obrali, so bili. To pa nisem bil. Ja. Okay, in jaz sem še tako gledal, jaz ti zgledam, pa tako, San Gimignano. Ampak ni bilo eno drugo mestece, je bilo 3/4 ure južno od Siene, Montepaši. Noro je, da so šli kaj na lokacijo, kar ful naredi. Ja, mislim, da končno greš iz teh, kaj so Twin Peaksov, ali kaj so že Two Forks ali Seven Forks ali karkoli že je. Ja, no, ampak pa še to, pač Alice je odpele. Mislim, všeč mi je, ker pa Kaleni načeloma vidiš, da imajo denar. Logično, da je Bela dejansko z Alice pride do Italije, da ni ta avion, vse štima, v resnici ni toliko za lase, pa reče, pa imaš tudi unga Porsche, ki se z njemu peleta rumenmu, ki se petko. Hočem reči, weird je, to pa kaj nazaj pride, se to pa rečemo, ki je fotor, ki je pa bila nekaj več tega narediti. Nekako je logično, da v resnici gre lahko ona v Italijo, pa nazaj v 3 dneh, pa se vse to zgodi. Čist kupam, v resnici. Tako, lovilo slabšno, lovilo to malo tako speljan. Ne, kle sem, nazaj sem, fotor, živijo, dober tek, nazaj tak. Veš, se vidi, da je bila neka drama, v resnici, ne. In pol glih, ko one dve prijeta, Edward že tam ven stopi in sam en tam avga vidi, kako se svetlika, recimo, ne. In on dve, ne, in preprečta, da bi se pokazal, pol. Imamo pa ta stavek. No, podaj, ne.
Čakaj, moram dosti trpeti. To moram pa s trpečim izrazom. 10 sekund si prej ustanco grist. Ja. Čez zgorno. Nisem mogel živeti v svetu, kjer ti ne obstajaš. In pa je Ne! Zakaj sem to videl? Jaz mislim, da bo od zdaj naprej vsake glave v živo, ki bojo, bo za ogrevanje publike ali še pokazal svojo solo točko. Imitacija žvaljenja. Ne, ampak to je imitacija žvaljenja. Najstniškega žvaljenja. Ne, Edvarda in Bele. To je zelo specifičen moment. Je to zelo specifičen moment. Glavno. Kristus, ja, in posebej, ja, super. To od nej Hans pove, kako je izgledal, ker je to gledala takrat. Ne. Ali pa Ines, ki ste to takrat gledali, me zanima. A ste si želeli biti na njenem mestu? Ali ste takrat pa zares jezdne ratale, na krsten. Ja, to pogresta pa pred Šina, ne, in je dober twist mi je, on je tako kao... Ona preveč ve in je to dosti dober razlog, da zdaj mora pa umreti. Ker to, na nek način to je pozornost na vampirje, ker zakaj en človek tam ve vse o nas. Ja. V bistvu, in je pol dober. Vrže je neko žarlelo kletov, jaz mislim, da je bil Kručjo. Ja, okay. Ampak ona je pa tako, kaj, neč, neki mi ščemi vzad za ušesi, drugače pa neč ne čutam. Ampak tako, zelo, pa zanima jih, a to ona tudi ostale, se pravi, ker Edward bere misli, nje pa ne more brati misli in une zdaj zanima, tudi naših moči nekako, si imuna na njih, No, ampak zelo zanimivo, mislim, dobra motivacija za cel film je tako, vi jo morate zdaj fentati, ali pa spremeniti v vampirja, ker drugač pač vas bomo vse pobili, več ali manj. In je tako dober twist je, ker pač on tega noče, ona je to vedno hotela, zdaj pa v bistvu so nekako prisiljeni v to, ampak ima Edward še vedno neke plane, da ne, se jih da nategniti. Ne rabimo iti po tej poti, ona pa valjda, da, pa rada bi, da me ti spremeniš, ne. Tudi to je, ne. No, pa gremo pa v bistvu v ta najboljši del filma, za te sredinske filme, ko imaš, se ne zaključujejo stvari, ampak je treba naprej pelati. Ja, in zdaj Edward v bistvu pride nazaj. Ja. In pa zdaj imamo tako. Te 3 izjave so tukaj, ki povzamejo, oziroma 4. Ena so didaskalije. Nikoli več se ti ne bom izneveril. Okay. Potem je fotko, to, kar ste rekel, nikoli več mi ne izgint. Tako. In pa Edi, ne znam lajfat brez tebe. Mislim, on bi rekel, da v tej situaciji, v tistem času, ko je ta film izšel, bi bil ne znam lajfat brez tebe. Ja. No, pa in žvaljenje. Žvaljenje spet. No, ne bom še enkrat, vam bom prizanesel, draga poslušalka. Ne, že prosim, želim si to videti. Ne. Pa glasujejo pri Kalenovih, so vsi pridejo nazaj in glasujejo, ali jo bojo spremenili v vampirja. In je ful dobro, ker je una sestra, ki nič ne reče, ne Alice, ta druga reče, ne, jaz bom pa proti glasovala, ker zame nijem ben proti glasov, če bi imela izbiro. Ker vidiš, da je to, ni zdaj sam, jaz pa vampir in pol živim življenje in sem cool, ni tega momenta. Ampak v resnici vsi glasujejo za, ker v bistvu itak si že del familije. Je pa res, da ona pol reče, da bi počakala do konca srednje šole, zato da bo fotru lažje in vse to. In tudi čist legit motivacija, tako dober speljan. Oči, jaz bom šla na heroin, ampak bom počakala do konca srednje, pa... Ja, pa še en twist, kako se vse skupaj komplicira, ker Jacob reče Edwardu, se ti veš, kaj pomeni naše primerje, pa on, ja vem, pa on tako kva. Če ugrizne človeka kdorkoli od Kalanov, je premirja, konec in se pofajta in dejansko dobiš, ti imaš zdaj Belo, ki je v bistvu oba zaljubljena. Zbrala Edwarda, ker je Edward nazaj prišel. Edward jo tehnično gledano zdaj more spremeniti v vampirko, kar pomeni, da jo more ugrizniti, kar pomeni, da pade primerje, kar pomeni, da je Jacob pol jezen in more ubiti
Kalenove, ne? In imamo unga modela iz Always Sunny in Philadelphia pred steno. Pa ni še konc, ne? Hkrati Viktorija še vedno obstaja, hkrati Volturi obstajajo, ki so v bistvu prešer na to, da Edward ogrizne belo, ne? Wow! Nekdo je napaljen. Ja, kle se res veliko zdi. Zdaj pa pravim, da ta film je meni v resnici zelo, zelo, zelo všeč. Glih zaradi tega, ker res tako, ni sam peanut butter, jelly, ampak je pa še zenf, pa ne vem, sirača, pa ABC na vas. Kisla smetana. Ampak, kaj imaš vse to v sendviču, koliko je ta sendvič užiten še? To je ločeno vprašanje. Meni se sam zdi kot struktura, če zelo tehnično gledam, ne? Brez neke resne presoje. Veliko se zgodi, lepo je predstavljen v filmu, pa ta film se res nič ne vleče. To bi si pa upal reči. Tako da to, ne? In pol ima sta zdaj nek ta pogajanje, da bosta 3 leta od ta počakala. Ja. Ne? Ampak potem pa zavedno. Zdaj pa to, izjemen konc tega filma. Sorry, meni je to, izjemen, to hočeš narediti, če hočeš, da ljudje naslednjega gledajo. Zato so meni ta srednji filmi kul, ker ki pa reče, poroči se z mano in gre v fade, in ni, v črno gre in je directed by Chris Weitz. In je to hočeš. Sorry, to je pa noro dobro. To je pa meni ta film, jaz že spet imam občutek, da bo to meni ta najljubši film od teh filmov. Sam to rekel. Res. Ker tako hočeš zaključiti. Ne? Ti si predstavljali to. Mislim, ne tako nočeš zaključiti, ti hočeš imeti še eno delo zgodbe. Ne, zaključiti ta film zato, da bo šlo naprej. To, hočem sam reči, da je, predstavljaj si, da si ti, dajo malo denarja, naredijo enko. Enka je uspeh, ta mali v tistem cajtu vsi nahajpani na te filme. Pride dvojka, veliko se zgodi v dvojki, dodatno se zakomplicira, ne? Hkrati jo na koncu reče, porod se z mano in gre v črno. Star test, to je folk po moje, to so čakali naslednji film, jaz zelo razumem, da so bili ljudje nervozni, kdaj bo naslednji film prišel. Tako da, ko mi čakam, po pravici povem, ko mi čakam, res. Kak se je tebi zdel? Vse vem, da sem na začetku rekla, ampak tako, overall. Pa ne, meni je bolj od enega, definitivno. Manj tega trpljenja je bilo. Ampak meni je še smer to tako, ne vem, je ta cinik v meni ali ostareli okor. Ne, mislim, vse je kul, ampak ne vem, nekako mi je vsa ta... Drama gre mimo tebe. Bleščeči vampiri. Svarovski vampiri so mi tako malo. Ampak štekam pa, da je to narejen res za to določeno populacijo in da pač ker se jaz spomnim teh, kako smo mi v teh najstniških letih obupavali, ker pač una njihova, pa un je bilo, pa ta... To je to. Ja. To je to. Pa jaz moram reči, da res na nivoju narejen. Ja. Pač res tako... Ne, pa ta CGI, tle volkove pohvalimo. Ja, res noro, ja. Mislim, tako, res obrtniško super, pa ja, je pa res, da ja, če moraš vedeti, kaj gledaš. Ampak veš, kam je zelo zanimiv? Zelo mi je tak, če bi to bilo v starih časih, ko smo stvari po TV-ju gledali, pa bi bila ta stvar, a veš, na kanalu A, a veš, pa ki smo imeli čas v življenju, pa bi bilo to po TV-ju, pa bi sam zasledil. Bi naprej gledal. Ne bi obupal. Pa enke ne bi, tega bi pa gledal. To je najvišja ocena, ki jo lahko dala, se mi zdi. Ne bi predstavil kanala A, če bi bil ta film gor. Leta 2004, ne? 2004 zelo težko. Ker ga še ni bilo, 2011, če bi bilo to na kanalu A, bi pogledal do konca. Evo, potem je pa prišel Chromecast in uničil šanse kanala A v gospodinstvu Tomič. Tako, ne, a samo v našem gospodinstvu, mislim, da v vseh gospodinstvih. V glavnem, prišla sva do konca filma, zdaj bo tako, deva admin res, pomembno pa Bizanc bo je še nekaj za vprašati, ali kaj ti si. Ja. Okay. Pridite v Discord, dajte komentirati, res to največ pomeni v resnici, ker dobiva odzive, tudi ker privat ljudje pišete, super. Dajte tudi kaj napisati, če mogoče, kaj ste vi o tem filmu o dvojki, da preberva, zdaj še enkrat Hanso pa Ines za odziv. Dajte naprej, kako ste mogoče doživljali. Lahko tudi kakšen moški, dajte si prznati, da ste to gledali takrat. Prosim, ne se dela. Mislim, recimo, Mito, jaz vem, da Mito je definitivno to gledal. Dobro, sam Mito itak vse te tim zadeve gleda, tako da to je dejstvo. V glavnem, to je ena stvar, druga stvar, hvala vsem, ki podpirate. Tako bi se rekla, res, naslednjič bo probala nek bonus track posnetne. Na konc glavnem, ampak še enkrat, kar se filmov tiče, tudi če ne podprete, glave ostajajo, tako kot so vedno bile. To je pa aparatus.si pošiljnica podpri. Res hvala, ker zaradi vas ta podcast še obstaja. To je to in Discord sem rekel, glave nagradu je v zapiskih, poglejte datum, z nama bo nek človek in
Zdaj pa pižamc me ima še nekaj za vprašati. Ja, tole snemava nekaj dni, preden boste to poslušali. In že midva greva zdaj, ker tole posnamava. Vemo, da ponavadi ne vklapljamo točno v ta trenutek v času, smo malo tako, klavnica številka 5 iztaknjeni iz časa. Tako. Ampak midva greva zdaj, ker se tole zaključi, ti vodiš pogovor z Juretom Godlerjem o njegovi novi knjigi, Naš človek iz kafane. Ja. Zdaj pa, jaz nisem imel cajta in sem šele na polovici druge knjige. Kako se pogovarjati s človekom, da bo verjel, da sem prebral vse 3, da mi ene 2 frazi iz tretje, kaj moram samo iz tretje reči mu? Iz tretje, kaj moraš iz tretje reči? Iz tretje moraš reči, to tebi se pa vidi, da si bil na teh jezerih v Avstriji. A ni to v dvojki so jezera v Avstriji? Ne. A tudi v trojki so pol? Ne, čaka, sem jaz. V dvojki so, na začetku, pa pol Benetke, pa pol na Capri, tam se, vice, da si bil na Capriju. Vice, da si bil na Capriju. No, za trojko mu pa lahko rečeš, wow, kako pa ti to veš o krški nuklearki? In pa kao lahko Snoja, Lukata Snoja, doktorja Luko Snoja pohvali, ne. Pa, a ti smučaš. Te 2 fraze, mislim, da boste veliko naredili. Če pa niste prebrali še druge knjige, ga pa lahko tudi vprašaj, so tebi tudi kdaj izpadali zobe in lasje? Se pravi, ti si na sredini druge knjige. Veš, kaj bom sam rekel? Ja. Ko jo prebereš do konca, lahko se v tem podcastu pogovarjava, koliko ti bo šlo na živce, kaj je na koncu naredil eno stvar. Naslednjič za bonus track. Za bonus track. To je to. Di samo Godlerja. Evo, če pa to ni razlog. Zdaj se bo še Godler naročil. Točno to. To je bilo to. Hvala, ki ste poslušali še enkrat Discord, podpri.si, pa v nagrado bomo spet. Pižamc, reče dio. To so bile 61 glave na 100 podlage. Hvala, ker ste bili z nami, nabruste si zobe in lepo se svetlikajte na soncu. Tako, in naslednjič... To je to, Siddharta na soncu. Vse je povezano. Rečo sam, da naslednjič spet Twilight. Ajde, čau. Čau.